Obstoječa šola je dotrajana in neprimerna za delo, zato si vsi želijo čimprejšnje dokončanje novega objekta. Objekt, v katerem je šola funkcionirala do sedaj, je res zelo star, bil zgrajen nekje v začetku leta 1900, tam nekje, in je pravzaprav v nemogočih pogojih so do sedaj delovali. V vseh vaseh, krajevnih skupnosti, verjetno tudi širše, kakor tudi v podružnični šoli, vsi že nestrpno čakajo na tisti čas, ko se bodo lahko z prostorsko stisko in pa z slabšimi pogoji preselili v nove objekte, ker je res sedaj že zelo premalo prostora. Če je še pred desetletjem kazalo, da podružnična osnovna šola ne bo imela zadostnega števila šolarjev, se je trend v zadnjih letih krepko obrnil. Območje Velikega Podloga in okolice je zanimivo za priseljevanje. Gre za področje, ki je relativno zanimivo zaradi enostavnosti gradnje in pa seveda prijetnosti bivalnega okolja, bližine avtoceste in še vrsto drugih prednosti, ki jih ima to okolje, privabljajo mlade družine in s njimi pa pač tudi otroke. Mislim, da številke otrok, čez 100 jih imamo prijavljenih pač v naši enoti, šole in vrtca seveda skupaj, 56 mislim, da jih je bilo letos v šoli od 1. do 4. razreda in pa nekaj čez 50 v 3+1 program vrtca. Kar pa ni zadoščalo, da bi vsi otroci iz Velikega Podloga obiskovali domači vrtec. Zaradi večjih potreb in pa tudi večje želje po vključenosti otrok v vrtec so jih tako vozili tudi na Rako in v Brestanico. Dela na izgradnji nove šole v Velikem Podlogu potekajo skladno z načrti. Trenutno se izvaja dela v pritličju z vsemi pač deli, ki tam sodijo. Sicer pa bomo s tem objektom pridobili 4 razrede osnovne šole in pa 4 igralnice za vrtec. S tem bomo rešili pravzaprav težave, ki jih ima ta šola že dolgo časa. Projekt skupne vrednosti okoli 3 milijone evrov bo z 1,1 milijona sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objekt pa bo zaživel v šolskem letu 2022-2023.